Živijo, ful tukaj. Vi gledate Slova na Easy. Jaz tukaj razlagam slov na najbolj easy način. Danes, da ne bomo imeli vedno isto, bomo imeli pravljico. Res, čisto pravo pravljico. O čem govori, vas zanima? Govori o Niku. Niku, ki? Ampak ne bom vam preveč izdal, ne smem. Torej, kar začnimo. Nekoč, oziroma ne tako dolgo nazaj, je živel Nik. Nik je bil velik zaspanec in vsako jutro je bilo hudo, ko so ga skušali starši spraviti iz postelje. To je bilo pregovarjanje, nerganja in še česa. Nekega jutra pa je Nika zbudila nenavadna tišina. Čeprav je bilo sonce že visoko na nebu, ni bilo po stanovanju slišati nobenega ropota, zvokov pospravljanja, televizije, ničesar. In nihče še ni trkal na njegova vrata, če misli cel dan spati. Ta nihče je seveda oče, ki je očitno pozabil, da je bil tudi sam nekoč najstnik, ki potrebuje najmanj 18 ur spanca na dan. Nik je pogledal na uro, 8 in še nekaj minut je kazala. Mogoče pa je preslišal budilko. Je pomislil in se brž zavil v odejo ter sladko zaspal nazaj. Minila je ura, minili sta 2 in še kakšna minuta poleg, ko je Nik vnovič odprl oči. Še vedno tišina in nikjer nikogar. Pogled na uro ga je navdal še z večjim začudenjem. Pisalo se je namreč poldne. Kaj se dogaja? Se je osuplo spraševal Nik. Vstal je in se sprehodil po stanovanju. Našel je vse stvari. Mizo, stol v dnevni sobi, kavč, televizijo, še drugo televizijo, tudi v njegovi sobi so bile vse stvari na svojem mestu, kolikor so pri najstniku pač lahko, kajne? Luč, prenosni računalnik, njegovi najljubši pliškoti, pa tega nikomur ne povejte. Obleke, knjige, ravno tako v kuhinji, štedilnik, hladilnik, korito, kozarci. Nik je torej našel stvari. Na primer stol, kozarec, miza, kreda, pokrovček, telefon, luč, kamera. Kje so pa osebe? Se je spraševal. Kje je oče in kje mama? Kje je babica in dedek? Pa sestrični, teta. Iskal je Nik in iskal osebe, a se je zdelo, kot bi se vsi pogreznili v zemljo. Kje so vse manj ljubljene osebe? Kam so šli? Sem res ostal čisto sam na celem svetu. Ojoj, bogi Nik, naj še tako iskal, ni našel niti ene same osebe. Niti sosede ni bilo na spregled. Ne očeta, poštarja, učitelja, niti prijatelja Roka, niti ene osebe. A to še ni bilo vse. Tudi nobene živali ni bilo nikjer. Kje sta moja ljuba Chloe in Turbo in maček Felix? Tudi ptic in čebel in metuljev ni videl, še muhe ni bilo nikjer nobene. Kje so vse živali? Se je oziral okoli sebe. Tudi živali ni našel naš Nik. Si predstavljate, ni bilo psov, ptic, pajkov, niti ene živali. Niku je šlo že počasi na jok. Na njegovem obrazu se je najprej zrcalilo presenečenje, nato žalost,
Zdaj pa se je ta počasi spreminjala v strah. Bo sploh še kdaj videl vse, ki jih je imel rad, ki so v njegovo življenje prinašali srečo, veselje, tudi jezo kdaj pa kdaj. Vsi ti pojmi so se zdeli tako zelo oddaljeni. Si mislite, kakšno življenje brez sreče, veselja, prijateljstva, dogodivščin, doživetij, pa tudi brez žalosti, strahu ali jeze. Grozno, kaj ne? Nik se je oklepal še zadnjega kančka upanja. Mogoče so pa na vrtu, mogoče so se mi skrili in se mi zdaj smejijo. Je tolažil samega sebe, a tudi na vrtu ni bilo nič drugače. Tam je bilo drevo, solata se je bohotila na gredicah, bambus je še vedno mejil na sosednjo hišo, trava je rasla enako zeleno kot dan prej, tudi rože so veselo cvetele. Ob pogledu na rastline, rože, travo, drevesa, žito, se je zdelo vse povsem normalno. A še zdaleč ni bilo, kajti sam ostal Nik je, popolnoma sam. V glavi mu je odmevalo, sam ostal Nik je, sam ostal Nik je, sam ostal Nik je, sam ostal Nik je. Ej, Nik, a misliš kaj vstati? Vse je normalno. Oči je enako tečen kot en dan prej, psi lajo, ker hočejo ven. To so bile samo sanje. Evo, to je to. Upam, da vam je bila všeč zgodba. Če imate kakšno vprašanje o zgodbi, mi jih napišite na mail, ki ga bom dal spodaj v opis. Prosim, lepo všečkite ta video, še bolj pa vas prosim, da se naročite na YouTube kanal Slova na Easy. Hvala vam, lepo se imejte. Čau! Med samostalnik štejemo osebe, kot so oče, mama, babi, dedi, pismonoša, učitelj, sosed, prijatelj in tako naprej. Predmete, kot so miza, stol, hiša, kamen, luč, igrača, srajca, telefon in tako naprej. Živali, kot so slon, lev, delfin, pes, kamela, hobotnica, krava, mačka in tako naprej. Pojmi, kot so žalost, vztrajnost, pogum, veselje, prijaznost, prijateljstvo, sreče, ljubezen in tako naprej. In še rastline, kot so drevo, solata, trava, žito, koruza, bambus, zvonček in krompir. In tako naprej.